Živjo, Simona Pristovšek in po dolgem času smo spet skupaj. Že kar nekaj časa nazaj, oziroma kar precej let nazaj, sem jaz napisala knjigo 8 moških, zakaj pa ne, in to z namenom, da se ženske opolnomočijo v komunikaciji z moškimi oziroma v odnosu z moškimi. Knjiga je bila pisana na temo, kako spoznati moškega na spletu, ampak to lahko razširimo v vsakdanje življenje, ne samo na spoznavne portale, ampak dejansko, kako mi komuniciramo z drugimi ljudmi, ne samo z moškimi, tudi ženskami. Odnosi so težki, ampak odnosi so tudi enostavni. Zdaj, kaj je res, kako je lahko nekaj težko in kako je lahko nekaj enostavno? Preprosto je to odvisno od tega, kaj je v nas. In zdaj smo spet pri tem, da se moramo mi ukvarjati s sabo in ne z drugimi. Ampak, če se vrnem malo nazaj, ljudje se otepajo spoznavnih portalov, ker tam so čudni tipi. Ampak ti čudni tipi se sprehajajo po cesti, ti čudni tipi nas prosijo na Facebooku za prijateljstvo, ti čudni tipi so sledilci na Instagramu. In ko se nekdo na Facebooku, pritisne prošnjo za prijateljstvo in ga mi potrdimo, v našem nezavednem to postane prijatelj. Pa še zdaleč ni prijatelj. Je popolni neznanec, o katerem ne vemo nič. Več veste o človeku na spoznavnem portalu, ker lahko preberete vsaj njegov opis, pa če se je od začetka do konca zmislil, vsaj približno malo več veste, ker v pogovoru lahko ugotovite, kaj vse se je zmislil, čem se je zlagal. Ampak ljudje na spoznavne portale vseeno nekaj napišejo o sebi. Ko pa nekdo vas zaprosi za prijateljstvo na Facebooku, pa vi nič o njem ne veste. To, kar je napisano, vdovec, ločen, nesrečen, bogat, z mišicami, in to je vse. Ampak naše nezavedno je tisto, ki reče, aha, to je pa prijatelj. In potem nastane razočaranje. In razočaranje boli. In mi se bojimo bolečine. Mi ne maramo biti razočarani. In potem postanemo jezni ali se umaknemo, ali smo tako grozno prizadeti, da se umaknemo od velikega števila ljudi in ne dovolimo, da ljudje pridejo do nas. In potem smo nesrečni in osamljeni. In zaradi nesrečnosti in zaradi osamljenosti lahko tudi zbolimo. Osamljenost je tako hudo čustvo, da vpliva na telo, vpliva na notranje organe. Spremeni funkcije v možganih. In zato je pomembno, da imamo mi mehanizme, da ublažimo to osamljenost, da ublažimo to nesrečnost, da si znamo sami pomagati. In to je tisti prvi korak. In to je namen knjige 8 moških, zakaj pa ne? Zato, da okrepimo sebe, da okrepite sebe, da ugotovite, da imate določene pravice, ne samo dolžnosti, da niste krivi. Krivda v odnosu pravzaprav sploh ne bi smela obstajati. Niti, da pomislimo, jaz sem kriva, ker sem tako naredila, oziroma ti si kriv, ker si tako naredil. Napačno si se odločil, jaz sem se napačno odločila. Nisi ustrezno ravnal, jaz nisem ustrezno ravnala. Pustimo zdaj
skrajni rob narcisov in raznih toksičnih ljudi, ampak pejmo na tisto sredino, na tisto, kjer tiste običajne odnose, zaradi katerih smo nesrečni, če ne pokliče, če ne odgovori na SMS, če nismo njegova kraljica, če ni dovolj pozoren, če nam ne ustreže, če. Ljudje pravijo, da je treba spustiti, a ne, da imamo prevelika pričakovanja. Ne gre za prevelika pričakovanja, verjetno gre za napačna pričakovanja. Treba je spustiti, kaj mi želimo, koliko mi želimo, kaj vse si želimo. Ampak ne, mi se moramo vprašati, zakaj jaz to želim? Kaj jaz od tega človeka želim? In če gremo na en primer. Odnos je povezava dveh ljudi. In ta odnos je tako močan, kakor sta si blizu dve osebi. Ampak na socialnih omrežjih ali na spoznavnih portalih si niste blizu s temi ljudmi, ne glede na to, da vam vsako jutro napiše dobro jutro, lep dan. Ne glede na to, da vam vsak večer napiše lahko noč in lepo spi. In to lahko traja mesece. Ne glede na to, da vam napiše I love you so much. To so besede. In v nas mi pa ustvarimo to, kar mi želimo. Ustvarimo upanje. In ustvarimo sliko, kako bo. Dobro zgleda, prijazen je, prijeten je. In največja zabloda, ki je to, da se dva človeka povežeta, da se dve osebi povežeta in oba trdita, da sta za resen odnos, da želita globoko prijateljstvo, da želita iskreno prijateljstvo. To je odločitev, vendar je 10% tistega, kar moramo mi potem zgraditi. Zgradimo pa srečanji, s komunikacijo, z dogodki in z dejanji. In odnos se krepi ne takrat, ko je lepo. Odnos se krepi takrat, ko je težko. In temu težkemu se pa mi vsi izognemo. Jaz hočem biti s tabo in se hočem imeti lepo in ne mi tlete nekaj težiti. Kaj bo naredila ženska? Ali reče hvala lepa, ali bo pa se zaprla vase in mu bo probala ugoditi. In se bo probala še bolj potruditi. In bo še bolj pridna punčka. In ne bo šlo. Ne bo šlo. V prvih 3 mesecih, ko vi spoznate neko osebo, je to še vedno samo spoznavanje. Ni nobene garancije, da boste ostala skupaj, ne glede na to, koliko se vi trudite. Zato, ker morata oba enakomerno vnesti v odnos. Ne bosta oba enakomerno ves čas vnašala odnos. Enkrat bo dal en več, drugič bo dal drug več. Kaj to pomeni? Enkrat se bomo ukvarjali, zakaj si slabe volje, kako ti lahko pomagam, kaj lahko naredim zate. In drugič bo on rekel, kaj lahko naredim zate, kaj ti je pomembno, kako ti lahko ustrežem, kaj lahko naredim, da ti bo bolje, kako ti lahko pomagam. In to je to, kar gradi varnost, zaupanje. Kaj si mi želimo v odnosu? V odnosu si želimo biti ljubljeni, slišani, upoštevani, cenjeni, spoštovani, videni. To je ljubezen, ja, ampak ljubezen je sestavljeno čustvo. Žalost in razočaranje so pa bistveno bolj enostavna čustva.
In dokler se mi že bojimo žalosti in dokler se mi bojimo razočaranja, bomo vse naredili, da do tega ne bo prišlo. Ali se bomo umaknili in sploh ne bomo šli v situaciji, kjer bi lahko do tega prišlo, ali se bomo dobesedno razmazali, ko pašteta, samo da ne bo do tega prišlo, ampak rezultat je isti. Če se mi umaknemo, smo lih tako žalostni, razočarani in osamljeni. Lih tako, nič manj ne boli, nič manj ne boli. In če mi ustrežemo v vsem, če prosimo, jočemo, se prilagajamo, smo tiho, ustrežemo, lih tako boli. Torej, kje je tukaj zdaj prava pot? Kaj je prav? Prav je to, da se mi zazremo vase in mi se vprašamo, zakaj jaz ne morem potolažiti te moje osamljenosti do te mere, da se je ne bom več bala. Zakaj jaz ne znam potolažiti sama sebe takrat, ko sem žalostna, razočarana? Tega ne more narediti noben drug človek. In temu se reče opolnomočenje osebe, da znamo poskrbeti zase. Šele ko znamo poskrbeti zase, bomo lahko uživali z drugo osebo. Bomo znali reševati stvari tudi takrat ustrezno, brez prevelike bolečine, tudi takrat, ko je boleče. Ampak če mi ves čas merimo, ali sem pomembna tej osebi ali ne, potem ni drugega rezultata kot razočaranje in bolečina. Ne more biti. Zato, ker je vse usmerjeno v en cilj. In ko se odločite, ko spoznate neko osebo, in ko se odločite, da greste med rjuhe, sem je že 1000-krat povedala, to ni nobena garancija, da boste ostala skupaj. To je samo garancija, da ni garancije. Da ne veste, kaj se bo zgodilo v naslednjih dneh, tednih, mesecih, letih. Ljudje na spoznavnih portalih pravijo, jaz sem za resno vezo, ti si za resno vezo, resna veza in to je to. In imate človeka, ki vam bo pisal, ki bo odgovarjal, ki bo hotel, ki bo zahteval, kdaj se morate oglasiti, da se morate vsak večer slišati, ki vam bo v prvih 3 mesecih povedal, imam hišo, imam stanovanje, imam službo, ti boš prišla k meni in bova srečno živela do konca svojih dni. Ne, kje sem jaz, kje je najin dogovor, kje so najine, kako bova midva uskladila svoje življenje. On je povedal, kaj on hoče. Ženska na drugi strani tudi nekaj hoče. Torej, kje smo zdaj? Uskladiti morata in to, kako bosta to uskladila, je odvisno od tega, koliko sta opolnomočena. Ker drugače se bosta začela prepirati in drugače bosta začela raniti drug drugega. Ampak to knjigo 8 moških sem jaz napisala ravno zaradi tega, da znamo, da se ženske naučijo in spoznajo, kaj je v njih samih. Da lahko rečejo ne in lahko rečejo tudi ja. Da se odločijo, imajo pravice, ne samo dolžnosti. In ta način, ki je opisan v knjigi, vi lahko prenesete na katerokoli življenjsko obdobje. Na katerokoli. Med sorodnike oziroma v družino, med prijatelje, med znance, med sodelavce. Zato, ker je vzorec, odnosi delujejo po vzorcu. In ljudje delujemo po nekem vzorcu. So odstopanja, so malenkosti, ampak je rdeča nit. Točno tako, kot sem opisala, ko sta oba za resno vezo in on ima že cel načrt. Točno tako je vzorec, ko nekdo
hrepeni po bližini, ko želi biti z nekom, ko je prekomerno navezan. In točno tako je vzorec, ko ljudje rabijo svobodo, hočejo zadihati, ko se čutijo ujete, ko ne želijo prevelike bližine, tako kot jo želi, na primer, oseba, ki sem povedala, da si prekomerno želi bližine. In kako pridemo do tega, da mi umirimo sami sebe? Kako mi pridemo do tega, da spoznamo sami sebe? Zato so pa potem razne terapije, knjige in predvsem spraševanje samega sebe, kaj jaz čutim. In tukaj se ne smemo bati odgovora. Zato, ker vsak odgovor je dober. In vedno gre po plasteh, ne boste prišli vedno do bistva. Ampak te stvari včasih bolijo. In zato raj zbežimo, raj gremo stran, raj se s tem ne ukvarjamo, rajš na to ne mislimo, rajš spreminjamo druge, rajš govorimo, kako drugi niso v redu. Na Facebooku krožijo seznami moških, ki so prevaranti. Ampak kaj vam pomaga ta seznam? Kaj vam pomaga ta seznam? Če vi pogledate komentarje, anonimne komentarje na spletu pod raznimi temami, so takšni, ta sovražni govor, ki ga je toliko, da se dobesedno, jaz osebno se včasih dobesedno zgrozim in si mislim, te ljudje hodijo po cesti, te ljudi jaz vsak dan srečujem. Če te ljudje dobijo moč, potem ne vem, kaj bo. Resnično ne vem, kaj bo. Zato, ker so tako neobvladani. Zato, ker so tako usmerjeni na ven. Zato, ker tako hočejo imeti prav. In kje hitreje vi spoznate, kakšen je človek? Hitreje boste spoznali na spletu, kakšen je, kakor pa v realnem življenju. Zato, ker v realnem življenju mi nosimo maske. Nič ni narobe z maskami. Zato, ker mi smo v različnih situacijah, kjer se moramo vesti na določen način. In to je maska. Tudi če smo noter žalostni, mi v službi moramo biti profesionalni. Mi otroku ne moramo pokazati čisto vse, kaj v tistem trenutku čutimo, ker ga bomo obremenili. In to je maska. Ampak te maske hitreje padejo, hitreje človeka spoznamo, če mi poznamo sami sebe in če ukrotimo osamljenost, hrepenenje, željo po bližini, željo po družini in tako naprej. Nič ne boste skrajšali, če se boste ukvarjali z drugimi in jim v vsem ugodili. Bistveno si boste pa pomagali, če se boste usmerili vase in si rekli, zdaj bom jaz nekaj naredila zase v naslednjih mesecih in ne bom se bala bolečine. Delala bom na tem, da se ne bom bala bolečine. Življenja brez bolečine in brez odrekanja ni. Če hočemo shujšati, se moramo odreči hrani. Če hočemo shujšati, moramo začeti telovaditi. In kdaj nastanejo mišice? Mišice nastanejo v bolečini. Mišice ne nastanejo takrat, ki je lepo. Če hočemo mi imeti denar za položnice, se moramo odreči prostemu času in moramo iti v službo. Fajn je, če v službi uživamo, ampak ne uživamo vedno 100% in ves čas. In ne da se nam vedno zjutraj vstati. In življenje je veliko odrekanja, je veliko bolečine, je veliko odpovedovanja. In šele ko to zmoremo, potem pridemo do nagrad, do užitkov, do prijetnih stvari. Drugače je pa en sam strah, ena sama negotovost, en sam beg.
Eno samo iskanje naj bo približno dobro. Jaz vam želim, da se odločite tako, kot čutite. In tako, kot čutite, je ta trenutek prav. In če čutite, da želite nekaj več, potem preberite kakšno knjigo, ki sem jo napisala, pridite pogledat mojo spletno stran, poglejte še kakšen drug YouTube posnetek, naročite se na kanal, lahko se odločite za individualno svetovanje, predvsem pa imejte se radi, skrbite zase, nimate samo dolžnosti, imate tudi pravice. Srečno!